Danes se vam moram upravičiti, ne počutim se najboljše, ampak bom poskrbel, da bo bolje. No, kakorkoli, vedno me je fascinirala moč izkušnje, ki jo lahko zagotovi znamka. Zdaj boste rekli, pa saj konec koncev izkušnjo dobiš šele, ko uporabljaš nek izdelek, ko doživljaš neko storitev. Drži, tudi znamke ne bi bilo, če ne bi imeli potrebe, da se, bom rekel, nekaj oznamči, skratka, da produkti bi se morali nekako na trgu tržati. Moramo se pa zavedati nekaj, da produktov je vedno več, storitev je vedno več, bolj so si ti podobni, težja je izbira za potrošnika, zaradi tega so nastale znamke. In če so nastale znamke, seveda mora znamka potem neko vlogo odigrati. Ta vloga pa je zagotavljanje neke posebne izkušnje, ki se ponavadi ne tiče vedno samo uporabe nekega izdelka, ampak se tudi, bom rekel, tiče nekih zelo drugih potreb, recimo spiritualističnih, to se pravi tistih potreb, ki so višjega ranga. Tako da kakorkoli vzamemo, znamka je tista, ki potrošniku pove, kaj naj on kupi, zato da se mu bo ta izkušnja potem tudi zgodila.